Ja, najlepša hvala, Sonja. Skratka, današnje druženje bomo zaključili z okroglo mizo, seveda v virtualni obliki. Naši gostje so pa izjemno zanimivi, ker prihajajo iz, recimo temu, različnih svetov, seveda imajo pa vsi en cilj, pač čim bolj usmisliti integracijo oziroma čim bolj olajšati tudi življenje priseljencem v naši družbi, seveda vzajemno veselje in korist. Naši gostje so, zdaj bom najprej samo zelo na kratko predstavil, potem jih boste pač skozi eno krajšo predstavitev lahko tudi malce bolje spoznali po abecednem redu. Gospa Arbnor Avdilaj, z Veleposlaništva Republike Kosovo. Smo na zvezi, samo to, da preverimo, to bomo en tak... Ja, pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Potem gospod Anton Baloh z Osnovne šole Koper, ki se je do nedavna tudi na pristojnem ministrstvu ukvarjal s temi zadevami. Vas sem že videl, gospod Baloh, ste torej z nami. Potem magistrica Blanka Kovačec z Osnovne šole Maksa Durjave v Mariboru. Se vidimo oziroma se slišimo. Lepo pozdravljen. Ja, hvala lepa. Potem doktorica Stanka Lunder-Verlic, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ste tudi vi z nami? Tudi. Se vidimo, se slišimo. Odlično. Potem gospod Goran Popovič, ravnatelj Osnovne šole Livada, ki ima seveda veliko izkušenj. Ste z nami? Kaj to vidim, da ste v avtu? Ja. Upam, da ne vozite. No, vedel sem, to me skrbi. Potem magister Franci Zlatar iz Slovenske filantropije, tudi že veteran, ko gre za to vrstno vprašanje, pa to mislim v pozitivnem smislu. Se vidimo, Franci? Ja, se vidimo. Odlično. In pa na vsezadnje dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Najlepša hvala, da ste tudi vi z nami, če ste z nami. Ste, evo, grb že vidimo. Sem z vami. Vas pa zdaj tudi vidimo. Pa zastavo tudi vidimo. Tako, evo, zdaj smo pa vsi zbrani. Skratka, naslednji dobri uri in četrt bomo razpravljali v tej zasedbi. Bi pa prosil na začetku, čisto na kratko, da se pač na nek način predstavimo in sicer vzemimo hipotetično, da bi imeli pač tako moč, tako oblast, to je neka kombinacija politikov na oblasti seveda in, ko se temu reče, zlate ribice, ali pa da ste čarovniki in bi imeli čarovno palico. Zdaj, glede na sedanje stanje integracije priseljenskih otrok in njihovih družin, kaj bi najprej spremenili, če bi lahko spremenili? Tisto eno zadevo, pa kar začnemo z vami, Arbnor. Ja, pozdravljeni, najlepša hvala za to dobrodošlico in hkrati se vam zahvaljujem za povabilo. Težko vprašanje, ampak zelo pomembno. In sicer predvsem zato, ker trenutno razpravljamo o eni od najbolj kompleksnejših izzivov in tudi hkrati priložnosti naše dobe, in to je integracija migrantov. Saj način, kako se odločimo, da bomo obvladovali tega naraščajočega pojava, bo vplivalo na nas vse. Učinkovite politike vključevanja pač lahko spremenijo tako življenje teh ljudi, ki so prišli, ampak tudi življenje družbe, države gostiteljice. Če bi jaz imela čarobno palico, vsekakor bi si želela kot prvo spremeniti mindset oziroma miselnost ljudi o migranti sami, o begunci, tujci, ki pač so prišli in bodo prišli v njihovo državo. Saj, kot že vsi vemo, sama migracija je življenjsko dejstvo. To je eden od najstarejših človeških pojavov. Ljudje so se vedno gibali in se bodo. In zato verjamem, da
ob tem, ko spremenimo ta mindset o ljudeh, ki bodo prišli v naši državi na bolj pozitivno usmerjeno, seveda bomo tudi omogočili boljšo integracijo v družbi. Ja, hvala za zdaj. Vsem nam je jasno, da gre za izjemno kompleksno problematiko, ki se ne da rešiti niti čez noč, niti z enim samim ukrepom, ampak čisto zato, da mogoče pač spoznamo najprej prioritete. Gospod Balo, vam vprašanje. Skratka, kaj bi, če bi lahko ta trenutek v Sloveniji spremenili? Se slišimo? Seveda. Odlično. Najprej lepo pozdravljeni. Na dve zadevi sem bil pozoren. Najprej na to možnost biti nekoliko pravličen, ki ste ponudil, in drugo, vključiti tisto, kar mene osebno pelje v to zadevo. In če bi imel res čarobno palico, to je tisto pravlično, bi po doleh in po planeh škropil, kot je rekel Gregorčičev Simon, medkulturnost, interkulturnost, vrednote pozitivnih integracijskih procesov, sprejemanje drugačnosti, kulturno agilnost, tako da bi se vse to prijelo slehernega zemljana. To bi bilo čarobno, to ne mogoče namreč, ampak da se pa kaj storiti v tem kontekstu in če bi imel moč, ta možnost je morda celo realna, mogoče neki dan ali pa nekdo, ki je blizu, bi za isto mizo povabil 4 ministre, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za šolstvo, za izobraževanje, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za notranje zadeve, 4 državne sekretarje in 4 direktorje direktoratov, ter jih pozval v izziv celostnega nekega medresorskega programa državne politike, tako rekoč na področju priseljencev in migracij v Sloveniji, in zelo enostavno vključujoč vrednote, tiste vrednote, ki jih deklarativno zastopa naša Evropska unija in žal jih danes v Sloveniji še nimamo tako prisotne, kot smo slišali prej tudi od sogovornikov pred mano in pred nami. Imajo jih pa nekatere druge države, recimo tiste, ki se z migracijami in priseljeništvom soočajo že stoletje in več, in katerih del teh migracij so tudi Slovenci. Ta bi bila morda realna kot tista čarobna. Tista čarobna je nemogoča, ampak bi bilo zelo lepo. V trenutku vsem dati te vrednote. No, gledajte, vse lahko govorimo tudi o čarobnem korenčku, da ne bi samo o čarobni palici. Čeprav to, kar ste rekli nazadnje, jaz bi pa pričakoval, da so pa ti ljudje v tej zasedbi pa v zadnjem času že velikokrat sedeli skupaj in se pogovarjali na temo, glede na to, da gre za tako pomembno vprašanje navsezadnje za preživetje Evrope ali pa, če hočete, tudi Slovenije. Ampak to je bilo bolj retorično vprašanje. Magistrica Kovačec v Mariboru, kaj bi vi spremenili? S čarobnim korenčkom, čarobno paličico ali neizmerno oblastjo? Lepo pozdravljeni. Karkoli bi imela čarobnega, bi bilo super, Veliko stvari bi spremenila, ker pa se moram odločiti za en pristop, bi najprej že jutri ali pa že danes spremenila mišljenje šol, učiteljev, staršev, tudi nekaterih otrok, da bi lahko učencem zagotovili bolj jezikovno prijazne šole, kjer bi enakovredno sprejemali vse jezike, da bi se vsi bolj zavedali, da je jezik del identitete in da ga ne moremo pustiti pred šolskimi vrati. Da bi se lahko jeziki vseh otrok enakovredno vključevali, lahko rečem tudi sprejemali v samem procesu učenja. Tako bi lahko učenci vsaj na začetku pridobivali znanje v svojem jeziku, nekako nadgrajevali znanje svojega jezika. Sami veste, da je učenje drugega jezika dolg proces in po prvem letu učenci ne morejo osvojiti drugega jezika v tolikšni meri, da bi razumeli učni jezik. In ker prihajam iz prakse, lahko povem, da sedaj se bliža zaključek leta in potekajo debate o tem, kako priseljenci še vedno s strani nekaterih učiteljev niso dosegli tega pa tega nivoja znanja, nihče pa ne pomisli, kaj so pa jezikovno dosegli. In prej smo slišali dr. Sonjo Rutar, da znanje učnega jezika ne more biti merilo za učni uspeh.
sedaj žal takšnim pristopom še vedno nismo vsi naklonjeni v tolikšni meri, kot bi lahko bili. Slišala pa sem, da se nekaj dogaja tudi na tem področju. Tako da upam, da se to čim prej udejanji tudi v praksi. Dobro, hvala za začetek. Doktorica Lunder Verlič, vaše prvo dejanje danes z čarobnim predmetom. Če me vprašate, kaj bi si želela, se morda jaz ne bom omejila samo na Slovenijo, ker sem prepričana, da to temelji tudi na globalni ravni. Ampak že leta 2008 je takratni generalni sekretar Sveta Evrope rekel, da demokratične vrednote morajo biti sprejete, ne pa vsiljene, oziroma ne biti postavljene zgolj na deklarativni ravni, kar se nam žal velikokrat dogaja. Torej, moja želja bi bila, da naše mlade pravzaprav izobražujemo in se z njimi ukvarjamo v smeri, da ni naš cilj, da jim povemo, kaj naj oni storijo, ter v kaj naj oni verjamejo. Naš cilj bi moral biti predvsem v tem, da ustvarimo razmere, da oni lahko aktivno participirajo, da ustvarimo učno okolja, v kateri bodo lahko izražali svoje mnenje, si oblikovali cilje in se za cilje tudi borili. In kot je rekel Roosevelt, mogoče samo to željo zaključim, drži namreč rek, da nam mogoče ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za svoje otroke, lahko pa jih mi pripravimo za prihodnost. Dobro, lepo. Zdaj po abecednem vrstnem redu, ker vendarle pač večinoma ste šolniki, ne? Bi zdaj moral biti gospod Popovič, ki smo ga pa zgubili, zdaj upam, da ni bilo kakšne nesreče, mogoče v kakšnem tunelu. Zato bi šel kar naprej gospodu Zlatarju. Kaj bi pa vi na osnovi vaših izkušenj? Gospoda Popoviča imamo. Pred nam spet zginete. Gospod Popovič, vi ste na vrsti. Kaj bi vi spremenili? Zdaj smo toliko sanskih zadev slišali, vi veljate za neke vrste ravnateljskega čarovnika, ko gre za integracijo na vaši osnovni šoli. Hvala za lepe besede in opravičilo, da sem v takšnih pogojih, ker imam eno nujno zadevo, zato se nisem želel odpovedati te okrogle mize. Definitivno, da bi vsi z to čarobno palico naredili marsikaj dobrega za naše priseljence in za našo družbo. Jaz bi morda povedal, da primer dobre prakse je najboljši za splošno javnost v naši državi. In če ste me tako že imenovali, da sem čarovnik na moji šoli, mislim, da je ta primer pomagal marsikomu. In moja želja bi bila, da je takšnih čarovnikov več. Najbolj vesel bi bil, če bi z vrha države dobijali malo več impulsov, kateri bi govorili o strpnosti, o razumevanju, in če bi tudi tistimi, kateri niso naklonjeni ne priseljencem, ne drugače mislečim, morda poslali signal, da je to nujno, da se selimo, da se družimo, da se izmenjujemo in da na to gledamo ne kot grožnjo, no kot priložnost, da se še bolj spoznamo, da se več naučimo drug od drugega. In če bi to prišlo z vrha, mislim, da bi učinek bil veliko večji. Pa ne glede na to, kdo je na vrhu, zdaj, da ne bi bilo, da se politično opredeljujem, manjka tega jasnega znaka in te podpore. Na moji šoli se ve, da sem temu naklonjen in da blazno podpiram enakopravnost, razumevanje, toleranco, zato pa tudi so rezultati kot kolega Baloh in marsikateri kolega v Sloveniji. Tako da to bila moja želja. Zdaj sem dobil eno idejo, pač, ko ste omenili čarovnike, pa tako naprej, ne se bi lahko eno čarovniško šolo ustanovili. Potem tak slovenski Harry Potterovič ali nekaj takega. No, ampak pustimo zdaj to, Franci, vi ste na vrsti. Ja, dober dan še enkrat. Jaz bom poskušal biti zelo konkreten. Zdaj, jaz bi predvsem želel spremeniti razumevanje integracije, ker nekako to razumevanje integracije je pogosto bolj razumevanje asimilacije, se pravi te enosmerne poti, se pravi od nekega
pač vključevanja tujcev v naš sistem. Ampak zdaj, če se proba malo odmakniti od teh teoretičnih konceptov, ker s tem pač ne moremo kaj dosti, bi pa rekel, da bi mogoče želel predvsem, da se v šolski sistem konkretno vpeljejo medkulturni mediatorji oziroma skupnostni tolmači, kot nek poklic, ki mislim, da bo v tem medkulturnem okolju izjemno pomemben. Nekatere šole jih seveda že vključujejo, ampak pogosto je to odvisno od nekih bodisi projektnih možnosti ali pa neke naklonjenosti lokalne skupnosti. Konkretno mislim, da bi bilo to potrebno, da se sistemsko vpelje v osnovne šole. Jaz mislim, da je to tisti pomembni korak k tej drugi, kako bi rekel, tej mogoče dvosmernosti procesa, glede na to, da na eni strani imamo tako zelo veliko govora o pomembnosti učenja slovenskega jezika, bi pa jaz danes izpostavil to, tudi vključevanje kulturnih mediatorjev na drugi strani je zelo pomembno. Odlično, zdaj pa še k vam, gospod Žagar. Župani imajo ponavadi zadnjo besedo, tudi v tem krogu. Potem boste pa imeli prvo v naslednjem, ampak pustimo to. Skratka, če bi imeli še več moči, kot jo imate zdaj v Slovenski Bistrici, kaj bi spremenili? Ja, še enkrat lep pozdrav. Zdaj, kar se tiče moči lokalne skupnosti na tem področju, je relativno zelo omejeno. Ampak vseeno, zdaj vsem tem, kar je bilo navedeno, že do zdaj izhajam pa ne toliko čarovniško, ampak kar iz konkretne prakse in potreb, pa ne samo na segmentih predšolske, pa šolske, pa srednješolske vzgoje, pa še nekaterih drugih. Jaz bi vseeno omenil, da v vseh drugih elementih, ki so bili omenjeni, je potrebno dati posebno pozornost vseeno še vedno znanju slovenskega jezika in učenju slovenskega jezika. Predvsem pripeljati to znanje slovenskega jezika na tisti nivo, osnovni, ki omogoča pač tudi neko normalno funkcioniranje. To se meni zdi izjemno pomembno in to v številnih debatah, ki smo jih pri nas opravili tudi na lokalnem nivoju, z tistimi, ki so direktno vključeni v procese, so se ti manjkaj izrazito kazali. Toliko moče za uvod. Hvala. Ja, bi pa z vami kar nadaljeval. Zdaj, veliko seveda govorimo o ključni vlogi, ki jo imajo šole, ko gre za pač v bistvu predvsem to prvo stopnjo integracije v najširšem in najbolj žlahtnem pomenu besede, prosto po gospodu Zlatarju. Me pa seveda zanima, zdaj, zdi se, da seveda na mnogih šolah ljudje vejo, kaj počnejo in seveda poskušajo na najrazličnejše načine ta vstop v slovensko družbo, kar se da olajšati. Seveda tudi otroci igrajo zelo pomembno vlogo pri integraciji staršev, kar se mogoče včasih pozablja. Me pa seveda zanima, kako pa gledate, gospod Žagar, pa možnosti za izboljšanje, da bi v bistvu delovali vendarle bolj povezano, tudi ko gre za obšolske dejavnosti, ko gre za siceršnje življenje. Šola je seveda ta središčni del, ampak včasih se zdi, da se pa to prepušča samo šolam. Skratka, kje vidite možnost, da bi se lahko kot družba in kot država še bolje povezali, da bi šlo za res nek celovit proces? Ja, zdaj gledajte, kar zadeva, da seveda jasno je to, kar je že bilo uvodoma povedano, migracije so prisotne, so bile prisotne in bojo prisotne. Te stvari se sicer spreminjajo, so bolj intenzivne, so manj intenzivne, ampak v sodobnih časih absolutno prinaša ne nazadnje, tudi potrebe družbe jih same po sebe prinašajo, če govorimo recimo iz potreb gospodarstva. Zdaj, ta srečanja na tem kulturnem dialogu se seveda pojavljajo pravzaprav vseh generacij, ne od tistih najmlajših, ne samo šole, tudi predšolska vzgoja, mogoče je tam še skoraj na nek način najlažje, kar se tiče teh vzpostavljanja teh kontaktov. Govorim pač iz izkušenj in kontaktov, ki jih imamo mi z našimi, ki se s tem soočajo. Potem je seveda vključevanje v osnovnošolsko in srednješolsko, ampak govorimo o nekem hipnem vključevanju in v tem smislu integraciji zelo težko, govorim zelo praktično, ali pa bistveno bolj težavno, zato sem tudi omenil, da je potreben nek predhodni proces in ta proces bilo potrebno zagotoviti in tu imam vse v misli tudi znanje slovenskega jezika. Zdaj s problemi se ne srečujemo samo
na šolskem področju, srečujemo se tudi na številnih drugih področjih, tudi kar se tiče že samega življenja, ne v zadnji red tudi za sobivanje, ne, gre za torej bivanje enih in drugih v tem okolju, ne, in sprejemanje tega, gre za čisto konkretne srečanje, recimo, kar se je na področju primarnega zdravstva in tako naprej, ne, ker so nekatere stvari, ki so nujni predpogoji. Zato je to sodelovanje seveda bistveno pomembno. Zdaj jaz vseeno mislim, ne, da pri, torej, če rečemo temu prihodu ali kakorkoli, ne, tujce v naše okolje, ne, je potrebno seveda tudi neke okvire znati zelo jasno postaviti. Ne. Na nek način sem jaz bil s tem seznanjen tudi iz druge strani. Torej seveda neka pravila, ne, ki veljajo in za ene in za druge, ne, in potem skozi to seveda potem lahko se drugi programi in projekti peljajo, ne. Če tega ni, so težave še toliko bolj zahtevne, ne. Treba se zavedati, da ko živimo v nekem okolju, živimo z ljudmi, ki se konkretno srečujejo z problemi, ne. In okolje so tudi pri nas v Sloveniji seveda zelo različna, ne moramo govoriti o nekih izoliranih okoljih, samo recimo v šolah in tako naprej, ne. Tako da te stvari je treba imeti v vidu, ne, in zdaj, kar recimo pri nas zadeva, ne, pri nas so se seveda vse inštitucije združile tudi v okviru tega projekta SIMS-a, ne. Zdaj tu se meni zdi še pomembno, ne, ali pa kaj je lahko problem, da so to neki enkratni projekti, ne. Jaz upam, da se bodo te stvari prenesle bolj na nek višji nivo, recimo, ko pri nas smo seveda v povezavi z to problematiko, kakorkoli pa, no, ali pa s prisotnostjo, srečevali tudi o tem, da smo celo imeli javne tribune, ne, pa so se izmenjevala stališča in pogledi, ki so zelo različne in grejo v celotnem spektru. In tudi take stvari so pomembne, ne, ker se stvari tudi na tak način predstavijo seveda enim in drugim, ker ljudje pač velikokrat na nekaj stvari tudi v končni fazi pozabijo, ne. In potem so seveda nekateri pač možni drugi programi, ki jih pa peljejo tudi recimo druge inštitucije, ki so tudi za starejše, ne, mislim, da so zelo pomembne, ne, ki jih recimo pelje pri nas v končni fazi, kar sem Ljudska univerza, ne. In te stvari bi bilo potrebno seveda na nekem sistemskem nivoju pač bolj urediti. Ja, gospod Zlatar, zdaj z vidika neke civilno-družbene organizacije, ki jo že dolga leta predstavljate, zdi se, da imamo v Sloveniji zelo velik problem povezati v bistvu delovanje različnih faktorjev, državnih, nedržavnih, v bistvu v neko celoto. To opažate tudi na tem področju? Ja, to se popolnoma strinjam. Čeprav bi mogoče vseeno poudaril, da določene dobre prakse tu vsekakor obstajajo na nekem mikronivoju, ne, recimo, mogoče bi izpostavil to našo dolgoletno sodelovanje z osnovno šolo Livada, recimo, kjer recimo tudi smo že dalj časa tudi vključujemo prostovoljce oziroma potem povezujemo prostovoljce različnih fakultet in jih usposabljamo in podobno. Tako da jaz sicer mislim, da takih dobrih praks je v nekih lokalnih okoljih zelo veliko, ne, se nenazadnje različni medgeneracijski centri, tudi medkulturne točke, to so pač različni taki projekti, ki mislim zelo veliko naredijo na tem področju. Je pa seveda res, da posebej, kar se tiče področja integracije priseljencev širše, se že leta in leta sprašujemo, da pa dejansko manjka neki malo bolj močen koordinacijski mehanizem, kakšne stvari se tudi kdaj podvajajo, zelo je veliko nekega improviziranja, ne, ki je sicer lahko dobrodošlo, ampak ima pa lahko tudi zelo neke negativne posledice, posebej takrat, ko se recimo neki projekt konča, pa potem nekaj, kar bi moglo mogoče biti sistemsko zagotovljeno, nekaj časa ne teče ali pa nekako usahne. Tako da zdaj seveda ta način delovanja je, jaz mislim, da nujen in je pač potreben, brez tega vsekakor ne bi šlo, da se pač v ta proces vključujejo različne ravni. Zdaj zelo veliko organizacija, ki jo pač zastopam, se v prvi vrsti ukvarja s promocijo prostovoljstva. Moram izpostaviti, da je izreden pomen prostovoljcev, ki delujejo tudi v šolah, ne, ves čas, oziroma že preden se je sploh začel ta sistem, oziroma tudi nazadnje ta projekt, ki se danes zaključuje in ki se je tako zelo dobro in profesionalno razvil, so nekako prostovoljci bili tisti, ki so pač v praksi te stvari peljali naprej.
Tako da jaz mislim, da neko tako povezovanje bo vedno izjemno pomembno, ampak je pa mogoče potem od tistih, ki imajo te čarobne palice, da lahko pač nekaj naredijo, odvisno, kako potem uspešno nekako se te akterje povezati. Ja, gospod Popovič, v čem vi vidite problem? Že prej ste rekli, ne, če bi pač lahko spremenili pač ta, recimo, zgled v komuniciranju, če hočemo promociji nekega civiliziranega sobivanja strani najbolj odgovornih ljudi v družbi. Kako v bistvu vse te primere zelo dobrih praks na mikro ali pa mezo nivoju v bistvu povezati v neko sorazmerno dobro in predvsem dosledno delujočo celoto v Sloveniji? Predvsem bi jaz povedal, da za doseganje določenih uspehov ali napredkov človek mora imeti malo več poguma, pa tudi sreče. Kar pomeni poguma, da si dovoli tudi tvegati, kdaj pa kdaj. Jaz sem svojo livado začel orati že pred 10 leti, ker nam se begunska problematika ni pojavila, kot se je pojavila v celi Evropi. Mi smo že po, da rečem, tej jugoslovanski vojni imeli hude težave s priseljenci oziroma veliko izzivov in takrat je že bilo potrebno imeti veliko poguma in poskušati ene stvari, katere drugi niso morda v tem trenutku niti pomislili. In potem malo sreče, da naletimo tudi na ljudi, ki imajo to empatijo in ta občutek, kot je zdaj kar nekaj tistih ljudi, s katerimi sodelujemo, od vladinih ali da rečem ministrskih višin, kot je Stanka Lunder, pa ne da ji zdaj piham na dušo, kot je kolega Baloh, da smo imeli srečo, da naletimo na šolo, katera je imela podobne težave, da smo potem dobili tisti projekt, s katerim smo naredili veliko v zadnjih 5 letih, od gospoda Zlatarja. In ko govorimo o gospodu Zlatarju in prostovoljci, verjamite mi, da v zakonu ni bilo vse urejeno toliko, koliko je bilo potrebno, da bi mi bili varni. In če izhajamo iz tega, da smo zelo birokratska in formalistična država, če bi sledili vse prepovedi in vse omejitve od do, to se pa ne sme, to je tvegano. Marsikateri kolega bi verjetno povedal, ma to ne bom, ker ne vem, kaj bo. Jaz sem se pa upal in marsikdo je naredil nekaj. In ne samo prostovoljci, ker so oni prek uradnega društva slovenske filantropije. No, jaz sem sprejel tudi marsikaterega starša, kateri je poklical po telefonu in povedal, mi smo mešana družina, moj oče je, ali je klical glih ta gospod, pa je povedal, jaz sem iz Iraka, imam ženo Slovenko, lahko bi vam pomagal pri jeziku, pa smo omogočali interesne dejavnosti za to jezikovno področje. Od tega, da so iz lokalne skupnosti ponujali različne pomoči, iz azilnega doma smo imeli starše, ki so bili učitelji, celo ravnatelji nekih turških šol, pa smo jih angažirali, da tudi oni pomagajo s kakšnimi nasveti. Učiteljice so organizirale prostovoljne ure za naše učence. Tako da, če bi takrat naletel na kakšno slabo voljo in na kakšno inšpekcijo, verjetno, da bi imel težave s tem. Ampak malo poguma, malo sreče. Evo, da omenjam še en problem, s katerim sem se ukvarjal skoraj leto pa pol, da smo učence iz azilnega doma zgubljali okrog 12 ure, ker je kosilo v azilnem domu bilo okrog pol enih. Niso ostajali v podaljšanem bivanju, ker je kosilo bilo v domeni Ministrstva za notranje zadeve, azilnega doma. In namesto, da bi otroci bili še 3 ure z nami pri neformalnem druženju, igranju, se učili jezika, socializacije, slabo leto pa pol je bilo potrebno, da bi se ministrstvo uskladila in da denar, kateri dobi, ali je namenjen od strani Ministrstva za notranje zadeve, da ga lahko da šolskem ministrstvu in da mi organiziramo kosilo za te otroke. Tako da tukaj tega povezovanja bi bilo veliko več, če bi bilo malo več prisluha in malo več dobre volje. Prostorov za napredek je ogromno, pa ne samo, da zahteva veliko denarja, samo dobro voljo, pogum in srečo. Glejte, gospod Popovič, če sem rahlo piker, ne bi rekel, ampak dajmo to pogledati s pozitivne strani, po letu pa pol so se vendarle dogovorili. Tako da, ampak pustimo to pa tudi, da si ne bi preveč na dušo pihali, ker to tudi menda ni najboljše za zdravje. Doktorica Lunder-Verlič, zdaj
kot rečeno, živimo od nekih pozitivnih primerov, poskušamo neke primere dobrih praks spraviti v življenje tudi drugje, ampak to, kar je v uvodu rekel gospod Balog, taki sestanki, vendarle, recimo ta medresorsko delovanje, medresorska usklajevanja, ki so v nekih drugih zadevah, seveda tudi medijsko zelo podprta in zelo odmevna, ampak bi v bistvu morala potekati stalno, recimo ta praksa v Sloveniji je, da bi, kot rečeno, predstavniki 4 ministrstev sedeli skupaj in v bistvu sproti uresničevali neko strategijo na tem področju? No, zelo intenzivno je bilo to sodelovanje, predvsem v obdobju, ko je bilo res izrazito povečano število novo priseljenih otrok, to govorim iz našega vidika otrok, učencev in dijakov, predvsem je bilo to v obdobju tako imenovanega begunskega vala, to je bilo leta 2015-16 in naprej 17. Tudi sedaj so sestanki, seveda so medresorski, ker so udeleženi naši predstavniki skupaj z ostalimi. Zdaj, kar se tiče same strukture izobraževanja otrok priseljencev, je tukaj le seveda naša domena in kar se tiče pedagoškega vidika, smo seveda mi tukaj le avtonomni. Torej, s tem se mi ne usklajujemo z ostalimi resorji, kadar se pa delajo krovne strategije, je pa seveda zadeva vedno medresorsko usklajevana. Ampak če morda samo še to, kar ste vprašali, tudi z vidika povezovanja, kje pravzaprav po naših informacijah vidimo še določene možnosti izboljšav oziroma priložnosti, da se to izvajajo. Kar nekajkrat sem sodelovala z različnimi akterji, res je bilo to vedno preko projektov. Mogoče bom kaj več povedala o tem, če bo možnost v nadaljevanju. Skratka, zakaj je ta projekt, ki se zdaj zaključuje, tako zelo pomemben, ker je res pomenil tudi spremembo na sistemskem nivoju, pa vendar se nam je izkazalo kot primer dobre prakse povezovanje izobraževanja mam otrok priseljencev, predvsem z vidika učenja slovenskega jezika. Namreč mame so ravno prostore vrtcev, osnovnih šol, tudi srednjih šol, na nek način zaznale kot res neko varno okolje, neko spodbudno okolje zanje, ker vemo, da je pravzaprav kar nekaj izzivov, kako pravzaprav mame pritegniti oziroma jih spodbuditi, motivirati, da se bodo v večji meri učile slovenskega jezika, skratka, da bi se lažje sporazumevale potem v različnih sferah življenja. Torej, to povezovanje ministrstev, torej tudi tisti, ki financirajo oziroma omogočijo učenje slovenščine za odrasle priseljence, za šolami in vrtci se je izkazalo kot res primer dobre prakse. Drug primer, ki bi ga želeli izpostaviti, je ta, ki smo ga imeli, namreč posvet je bil na temo to, kar je gospod Franci Zlatar že omenil, v kontekstu medkulturnega mediatorja. Tudi tukaj se kaže kot primer dobre prakse, če je medkulturni mediator je v določenih slovenskih občinah zaposlen v lokalnem okolju in ta namreč deluje na nek način kot most tudi med šolo, med vrtcem in pa med družino. In je primeren pravzaprav tako za področje zdravstva, šolstva kot sociale. To bo tudi potem vprašanje, ko bomo govorili še o čem drugem, pa vendar je to primer, ki ga je treba razvijati in ga potem sčasoma tudi seveda preusmeriti na sistemski nivo. In še ena zadeva, ki bi jo izpostavila, pa je trenutno še nekoliko premalo izkoriščena. Namreč z januarjem 2021
se je spremenila določena zakonska osnova, skratka tudi za svetovalno dejavnost za odrasle. In tukaj bi res apelirala na vse, da kontaktirajo ljudske univerze po Sloveniji. Posebna struktura je namreč namenjena ravno svetovanju odraslim, predvsem ranljivim skupinam, tako v smeri nadaljnjega izobraževanja kot karierne poti. Torej, tudi to je ena sistemska raven, ki pa je mogoče trenutno še premalo izkoriščena. Dobro, hvala za ta namig. Včeraj sem ravno sodeloval na eni konferenci, ki je sicer govorila o zaposlovanju starejših in recimo je bil tudi en primer dobre prakse Ljudske univerze v Ajdovščini. In v bistvu ljudje se niti ne zavedamo, kako dobro nekatere institucije v nekaterih krajih te vrste tudi delujejo, in kako v bistvu so lahko zelo pomemben vidik nekih zelo aktualnih problemov, ki jih družbe imajo. Zdaj, če izzovem še magistrico Kovačec pa gospoda Baloha, pa s tem, kaj v bistvu bi ob šolskem oziroma izvenšolskem okolju lahko bolje povezali za to, da bi kot družba bolje delovali. Kakšen je vaš pogled na to? Najprej magistrica Kovačec. Tako doktor Stanka Lunder-Verlič je že prej omenila, da obstajajo primeri dobrih praks, da so šole povezane z lokalnimi organizacijami. Tako je tudi pri nas v Mariboru. Uspelo nam je povezati šole, lokalne organizacije, imamo prostovoljce s filantropije, z pedagoške, filozofske fakultete in vsa zasluga za to gre ravno projektu SIMS. S tem in določenim osebam, ki so bile zaposlene na tem projektu, pa seveda tudi tistim, ki so odzadaj idejno vodili vse skupaj. Kajti šole smo pridobile multiplikatorje, ki so nekako poskrbeli za povezovanje zavodov v lokalnem okolju. Tisti, ki ste spremljali delo projekta ali lokalne posvete, ste lahko opazili, da so se skozi leta projekta in lokalnih posvetov različne organizacije, vsaj če gledam naš primer v mariborskem lokalnem okolju, med seboj vedno bolj povezovali. Spoznavali smo, kakšni programi so možni pri nas, pričeli smo sodelovati, si medsebojno pomagati, vedeli smo, kam usmeriti starše, kam usmeriti otroke. In ker smo bile šole tiste, ki smo nekako lažje povabile starše na šolo, da smo mogoče tam pričeli izvajati učenje jezika za starše, se je to na to lahko nadaljevalo na drugih organizacijah. Recimo, lahko smo povabili predstavnike določenih organizacij, da so predstavili staršem na naši šoli, kaj vse je še možno in kje početi. In menim, da je zelo pomembno, da je vse sistematično, organizacijsko povezano in v našem primeru je res za uspešno povezovanje ključna vloga tega posameznika, koordinatorja. Nekako res potrebujemo tudi osebo, ki vse skupaj povezuje. In tudi lokalni posveti, upam, da se bodo nadaljevali v kakšni ali drugačni obliki, so prinesli k temu, da smo se še bolj trdneje med seboj povezali. Lahko rečem, da smo vsaj na našem območju kar zadovoljni z lokalnim povezovanjem, tako da v tej smeri vsaj trenutno vse dobro deluje. No, dobro, vse pomembno, da ste rekli kar zadovoljni, nekaj preveč zadovoljni nikoli ne smemo biti. Gospod Baloh, vaš pogled na to, kaj lahko še okolje stori za šole, zlasti na tem področju, o katerem se pogovarjamo. Pa mikrofon morate odpreti. Unmute je funkcija. Tako, evo, zdaj pa. Imate prav. Povsem zadovoljnost nas ustavlja. In v meni je vedno to, da nisem z ničemer povsem zadovoljen. Vedno je še kaj za postoriti in to me je gnalo tudi v ta projekt. Ne eden, ampak 3 to vrstne. Nisem pa bil sam. Imel sem eno zelo prijetno okolico, delovno in s to okolico in s temi ljudmi, s katerimi smo jadrali skozi te projekte, sem spoznal to zelo široko polje, ki ga gledaš iz šolskega sistema sicer, ampak ujame celotno družbo. In tukaj nam je veliko stvari znotraj projekta uspelo. Recimo, normativno je urejena pomoč otrokom priseljencem v smislu dodatnega pouka in poučevanja slovenščine za ta vstop.
tako normativno, da celo določen človek, posebna zaposlitev za te pojave, ne. Sprejet je učni načrt za pouk slovenščine učencev tujcev. Veliko teh drobnih stvari smo uredili tako, da so postale celo sistemske, kar se moram resnično zahvaliti resornemu ministrstvu, ne, in vsem tistim, ki so nas pri tem bodrili. Ker ko so nas povabili v projekt, pa ne samo nas, tudi partnerje na ZRC SAZU-ju, so nam dali v roke eno veliko odgovornost, ki pa jaz mislim, da smo jo skupaj v tej masi 90 šol vendarle potegnili naprej. Niso pa vse šole v Sloveniji enako vpete v te procese. In že to je eden od izzivov za naprej, v prihodnje. Danes smo se pogovarjali v predhodnih delavnicah o protokolih. Zdaj smo omenjali medkulturnega mediatorja. To so izzivi, ki dejansko še čakajo ta sistem. In jaz si res želim, da bi ministrstvo, tako kot je do zdaj kar dobrih 10 let skrbelo za to, da so se na tem področju pojavile možnosti za projekte. V vsaki perspektivi smo mi imeli možnost razvijati to plat, to področje, da se bodo tudi naprej. Če tudi so že nekatere stvari sistemsko rešene, je prav, da se tudi skozi projekte razvijajo, ker to je tisto nezadovoljstvo. Zakaj pa ne pogledati, če je še kaj možno, pa če še kaj preizkusimo, pa če še na kakšen način zadeve zaokrožimo. Kar se pa tiče povezanosti, je pa zelo zanimivo bilo prisluhniti županu, ki je rekel, imamo omejene možnosti. Zanimivo je slišati šolo Gorana Popoviča ali pa kakšno drugo, jih ni malo, ki pravi, imamo organizirano znotraj mnogo stvari, ki služijo temu sistemu. In zanimivo je slišati državo, ne, tako rekoč, pravi, ja, saj se usklajujemo, saj medresorsko delujemo, vendar so določene stvari še vedno ovira. Gospod Popovič je povedal, da je že sama organizacija kosila in financiranje lahko ena ovira, ki preprečuje neko zrelo napredno delovanje v teh kontekstih. Jaz mislim, da bi morali povzeti tiste besede, ki jih je pred nami izrekla Sonja Rutar, ki je rekla, od vsakega posameznika je zelo pomembno in odvisno, kako se bo ta kritična masa, kako se bo ta del družbe, ki zagovarja te vrednote, ki zagovarja integracijski proces kot tak, upravljala in kako bo potovala. Od vsakega posameznika. Če govorimo na šolskem nivoju, je bilo rečeno, ravnatelj, čistilka, hišnik, učitelj in starš na koncu koncev, pa še ne vem kdo, ki vstopa v šolo. Če govorimo na nivoju države, je predsednik države, predsednik vlade, je državni zbor, so poslanci, so ministri in je celotna aparatura in vsak od teh bi lahko prinesel tisti kamenček, da bi kritična masa ljudi, ki sprejemajo te procese, zrasla do te mere, da bi bili lahko zadovoljni v smislu zagotavljanja otrokovih pravic in človekovih pravic v tem kontekstu. Ja, lokalna skupnost ima veliko moč in jaz tukaj vidim tisti drugi del, če je šola kot sama, kot zavod, že postorila marsikaj, potem je naslednja faza lokalna skupnost, kjer se poveže gospodarstvo, turizem, se povežejo zdravstvo, sociala in vsi ti elementi, ki jih občina na nek način ali pa lokalna skupnost na nek način upravlja, skupaj s šolo in se da še marsikaj v tej zgodbi postoriti. Jaz tukaj vidim tudi odprta vrata za naprej in pa seveda to, kar sem že povedal, ta sistemskost, to povezovanje, ki je že prej bilo malo nakazano, ne, da ne funkcionira tako, kot bi lahko, se pojavlja v pobudah. In dr. Stanka Luder-Vellič je lepo povedala, da se združujemo na kakšnih srečanjih in da poskušamo nekaj postaviti, vendar niso ta srečanja sistemsko še tako močna, da bi prinašala kvaliteto nečesa novega. Kar pa jaz mislim, da se Slovenija zdaj ne samo zasluži, mora imeti. Ja, nujno potrebuje. Ne. Še hvala, gospa Avdila, zdaj seveda bi bilo pa zanimivo slišati, ker imate seveda stike tudi z, recimo v tem primeru, državljani Kosova, ki prihajajo v Slovenijo. Kaj pa je tisto, kar oni, v bistvu govorimo zdaj predvsem o odraslih, najbolj pogrešajo, ko v Slovenijo pridejo in
ki imajo zagotovo pač željo se v to družbo integrirati. Kaj je to na tem povezovalnem, kar v bistvu manjka priseljencem? Torej, veliko je bilo povedanega in v bistvu skoraj popolnoma se strinjam s vsemi prejšnjimi govorniki. Jaz vsekakor bi poudarila dejstvo tukaj še to, da je premalo izkoriščena skupnost kot taka, skupnost migrantov, bodisi to albanska skupnost ali katerakoli druga. Veliko ljudi, oseb v to skupnost je uspelo popolnoma se integrirati v slovenski družbi, so postali uspešni ljudje in mogoče so si ustvarili to pot, da bi lahko uspešno se integrirali tudi drugi za njimi. Zato mislim, da je zelo pomembno pri tem postopku integracije, da se malo več izkorišča tudi ta nabor bodisi to oseb ali pa kulturnih društev skupnosti v Sloveniji. Zelo pomembno in kar po mojem največ potrebujejo tujci v prvi korak svoje integracije, je dejstvo, da jim primanjkujejo informacije. Bodisi to o kulturi, o državi kot taki, o sistemih različnih, s katerimi lahko sodelujejo pri svoji integraciji. In v tem primeru izjemno pomembno vlogo, po mojem mnenju, imajo kulturni mediatorji, kar so vsi govorniki skoraj poudarili. Kulturni mediatorji so tisti, ki pač to pot bi jim lahko olajšali, da bi lahko tako oni kot država gostiteljica lahko čim več pridobili iz samega procesa integracije. Saj, kot je rekel gospod Zlatar, to ni postopek prilagajanja samo z ene strani, ampak pač mora biti z obe strani. In ob tem potem lahko pač sodelujemo in pač ustvarjamo večji nabor vrednot, ki pa vsekakor bi lahko vezali obe skupnosti k istemu namenu, in to je integracija tujcev v državi. Ja, to je zelo pomemben vidik, ki ste ga odprli, doktor Žagar. Če zdaj poskušamo še nadaljiti to, kar smo se pogovarjali, vedno govorimo seveda o vlogi, recimo temu, kulturnih multiplikatorjev, ki je pač posebej opredeljena in se je pokazala kot zelo dobro, ampak v bistvu neki naravni kulturni multiplikatorji so v bistvu otroci, še zlasti tisti, ki pač grejo skozi proces izobraževanja, pač sorazmerno hitro tudi obvladajo jezik. Zdaj, kako vi z vidika župana ene pomembne občine, in Slovenska Bistrica nedvomno je pomembna, jaz izviram iz Maribora in vem, kako je pomembna, ampak to mislim, da vejo tudi drugi. Kako pa pač vidite vlogo otrok, predvsem pri integraciji staršev? Tukaj pa zelo konkreten primer, o katerem se zdaj recimo v času COVID krize velikokrat govorilo, da so bili v bistvu otroci prevajalci za svoje starše ali pa mame, ko so pač prišli v zdravstvene domove po pomoč. Tak zelo v bistvu zanimiv, na nek način tudi boleč primer, ki kaže tudi na nepripravljenost naše družbe, se pač na take izzive tudi drugače izzive. Ampak kako konkretno vi vidite pač vlogo otrok in seveda kako jim to delo ali pa to nalogo, ki jim je družba ali pa tudi situacija naprtila, kako jim na ta način pomagati in jih pri tem seveda ne prepuščati tudi same? Ja, zdaj, kar se tiče otrok, seveda, to sem že prej omenil, da oni se pač najlažje vključijo v družbo, tudi skozi poznavanje jezika. To, kar ste omenili, je pravzaprav v največji meri vezano na poznavanje oziroma nepoznavanje jezika pač ljudi, ki so k nam prišli, in potem nujnost bivanja v sami družbi. Zdaj osebno menim seveda, da ta del ne bi smel biti na plečih otrok.
že je res, da pomaga in tako naprej, ampak bi bilo treba najti seveda druge rešitve, ne? Zato sem jaz tudi omenil prej, da je pač potrebno, ko se pogovarjamo, pa če hočete tudi v končni fazi o jeziku in tem, pozornost posvetiti ne samo temu šolskemu delu, ampak tudi starejšim. Ne. Zdaj pa nas, recimo, se en del poskuša peljati tudi, recimo Ljudska univerza organizirala en tak krožek, ne, kjer se je pač ena določena skupina seveda tudi vključila, ne, predvsem govorimo seveda o ženski populaciji, zdaj moška populacija, tako, ker govorimo pa seveda v veliki meri tudi o delovnih migrantih, se moramo tega zavedati, ne govorimo tudi o delovnih migracijah, ne, ampak seveda to pomeni, da se je pač samo en del vključil, ne, zdaj potrebno bi bilo na nek način seveda, da je ta vključitev širša, ne, zdaj mi na drugi strani seveda pomagamo tudi z nekimi določenimi programi, tudi preko javnih del, neki pač so lahko neki vezni člen pri takih slučajih, kot je recimo primarno zdravstvo, pa tudi verjetno na socialnem področju, pa še kje, ampak to seveda je pač ena od tistih pomoči, ne. Gre pa na drugi strani seveda tudi za sprejemanje tega dela, ne. Zato sem jaz tudi prej zelo jasno povedal, ne, in mislim, da je že gospa iz veleposlaništva tudi to omenila, ne. Gre torej za eno in drugo stran sprejemanje torej nekih okvirov bivanja, v katerih pač je. Seveda se strinjam, da je treba s tem jih absolutno seznaniti, te možnosti so, ampak treba je pač torej nekako najti rešitve v tem skupnem delovanju, ne. Zdaj, seveda občine oziroma lokalne skupnosti neke te možnosti sigurno imajo, vendar je pa potrebno verjetno kako starše narediti tudi na čisto sistemskem področju, ne. Se pa postavljajo tudi, veste, nekatera vprašanja, ne, zdaj večkrat smo povedali, pa jaz tudi opažam pri nekaterih drugih, recimo tudi v evropskem prostoru, kar se tiče migracij, vezane tudi recimo na vse te krize, pa primere dobrih praks, ne. Vse dobre prakse so zelo hvale vredne, ne. Samo jaz se bojim, da ni mogoče kar tako, ne, dobre prakse, ali pa razumeti iz dobrih praks, ne, da smo pa zdaj probleme razrešili, ne. Dobre prakse pomenijo pač dobre primere, na katerih je mogoče graditi, ne, vendar je za sistemske rešitve potrebno pa postoriti še, po moje, kar nekaj več, ne. Ne biti, včasih lahko, veste, so dobre prakse tudi malo zavajajoče, no. No, seveda, ne, so pa absolutno hvala vredne, absolutno, ne. Samo ne narobe razumeti dobre prakse, ne. To sem hotel poudariti. Vsi stremimo k temu, da bi pač v bistvu to, o čemer se pogovarjamo, pač prišlo v neko normalnost, v neko normalno delovanje družbe, ki je pač na vse te izzive pripravljena, ne. Pač seveda dobre prakse so lahko nek vzor, nek motiv, konec koncev, da se marsikaj da narediti, ampak kot pravite, ne, v Sloveniji smo zelo nagnjeni k temu, da poskušamo vse pač urediti, kar se da sistemsko, do nekaj to ugotovimo, da pa pač sistem v bistvu vendarle ne deluje, ampak pustimo zdaj to. Gospa Kovačec, me zanima vaše mnenje, pač predvsem, ker ste na začetku omenili, ne, kako pomembno bi bilo tudi pač, da bi kot družba, pač omenili ste šolski prostor, ampak kot družba seveda na nek način lažje medkulturno sobivali tudi z recimo temu integracijo jezikov priseljencev, in seveda omogoča tudi, da še naprej tudi v teh jezikih živijo, ampak kako pa vi vidite v bistvu pač to, kar se širše družbi dogaja, ne? Ravno ta potreba, da bi se pač naša družba odprla zaradi koristi ljudi, ki tukaj živimo, z možnostjo drugačnega, recimo temu bolj multikulturno usmerjenega komuniciranja, kar se je, kot sem rekel, ravno v tej krizi pokazalo, ne. Mislim, vse preveč je bilo pač primerov, ko enostavno pač tudi neko normalno zdravljenje ni bilo omogočeno, ravno zaradi umanjkanja, da če hočete nekega sistema komuniciranja tudi v jezikih, pa ne da bi zdaj seveda slovenščino ukinili ali pa pač druge jezike razglasili za uradne, pa gre predvsem za to, da pač razumemo neke stiske, tegobe ljudi, ki pač še niso dosegli neke, recimo, želene stopnje integracije.
Ja, tukaj bi mogoče samo rekla, da to ni samo v COVID krizi, ne, da to se pogosto dogaja, da otroci manjkajo od pouka, ker prevajajo svojim staršem, ne, za različne uradne zadeve ali pri zdravnikih, ne. Treba bi bilo nekako starše bolj opomočiti, jih nekako, tako bom rekla, da imamo tudi sistemsko mogoče bolj potisniti v to, da se je potrebno učiti jezika, da nekaj možnosti, priložnosti jim dajemo na šoli, potem jim dajo lokalne institucije, vendar je še vedno nekaj staršev, ki so res na naši šoli, mogoče je nekaj takšnih, ki so že par let tukaj, pa še ne moremo komunicirati z njimi v slovenskem jeziku, ne, in pri tem nam pomagajo druge institucije, ne, Slovenska filantropija s prostovoljci, potem iz pedagoške fakultete sem imela kar nekaj prostovoljk, potem, ker že nekaj časa sem izvajala tečaje slovenščine, so se mi same začele javljati moje nekdanje, ki so sedaj že študentke, ne, da bi rade pomagale na takšen ali drugačen način, kar je super, ker tudi na pogovornih urah je vseeno boljše, če imaš zunanjega prevajalca, ne. In tako kot so že prej omenili, ta kulturni mediator bi bil zelo dobrodošla oseba tudi na naših šolah, ne. In ker ste se prej pogovarjali, kako sistemsko, ne, mogoče bi dala kar en konkretni primer. Pred 3 leti, preden sem šla na porodniško, sem imela eno idejo za opolnomočenje staršev, da bi nekako organizirala tutorstvo. Med učenci je bilo zelo uspešno, da bi pa organizirala tutorstvo med starši, ne. In sem se potem dogovarjala celo z medgeneracijskim centrom, tudi DCA v Mariboru, ampak potem sem šla na porodniško, pa to ni zaživelo, ne. In potem, ker ste rekli, primeri dobre prakse nekje obstanejo, smo se sedaj pred kratkim povezali s pedagoškim institutom pri Sirius, ko smo imeli skupno konferenco in bomo tam pripravili neki predlog, kar bom jaz potem realizirala v praksi, tako da tudi z dovoljenjem ravnatelja naše šole bom naslednjo leto nekako poskušala vpeljati ravno to tutorstvo med starši. S tem bi potem nekako, upam, bolj vpeljala učence, lahko bi jim ponudili priložnost za vadenje slovenskega jezika, ne, pa potem tudi naši slovenski starši morajo k temu pristopiti bolj odprtih rok, ne, se ne zavedajo pomena znanja jezikov, pa zakaj je pomembno ohranjati jezike in da spoznajo tudi druge kulture, no. Na tak način se to potem da, no, dalje, upam, peljati, sicer traja dolgo. No, glejte, odlična ideja, ne, kar kaže se tudi malce na to, kako kot družba delujemo, ne, pač polno nekih dobrih idej, polno nekih zamisli, ki pridejo že mogoče s to do točke, ko deluje, ampak seveda navadno, ali pa navadno, včasih slonijo pač v bistvu na enem samem človeku, ki pač se lahko preseli, gre na porodniško, nekateri tudi pregorijo, ne, tako da pač res potrebujemo nek dobro delujoč sistem, ki bo seveda omogočil tudi pač nadaljevanje, ki ne bo slovel seveda samo na res entuzijazmu nekih posameznic. Doktorica Lunder, zdaj tukaj vidim na chatu, da se seveda tudi naši poslušalci zelo vključujejo v to, recimo je neka ideja o tem, kar smo slišali, pač kako bi pa lahko pri organizaciji in izvedbi pouka maternih jezikov in kultur za učence se lahko šole med seboj povezale, ne? Verjetno na eni šoli pač česa takega ni mogoče organizirati, ker mogoče ni dovolj zainteresiranih, ampak seveda več šol z več zainteresiranimi tudi starši, ne, bi se pa dalo, da take primere že imamo, so kakršnekoli ovire, da bi prihajalo do tega v bistvu sistemskega povezovanja šol, ki bi potem organizirale tak pouk na ravni lokalne skupnosti ali pa več lokalnih skupnosti? Ja, mogoče kar velja za obe smeri, torej gre možnost povezovanja med šolami, smo že kar nekajkrat tudi opredelili preko naših okrožnic, torej to velja tako za
izvajanje dodatnih ur slovenskega jezika, ker jih je zdaj po novem pravilniku res občutno več, kot je bilo to v preteklosti, zahvaljujoč torej tudi temu projektu, o katerem danes govorimo. Torej gre za ta vidik, možnost povezovanja je tukaj in tudi seveda možnost povezovanja med šolami je tudi pri učenju maternih jezikov. Absolutno obstaja ta možnost. Dobro. Kakšne so pa v bistvu tukaj neke realne izvedbe, gospod Balog? Mislim, lepo je slišati, da možnost obstaja, ampak koliko se pa jih dejansko doslej poslužujemo? Ja, obstajajo čisto zakonske možnosti in tudi se izvajajo. Recimo že uvedba neobveznih izbirnih predmetov in izbirnih predmetov v šoli je precej razširila pouk jezikov, tudi nekaterih teh iz področja, tako da prihajajo seljenci, se ne prihajajo, prihajajo z različnih držav, tako da dejansko lahko že skozi to marsikakšno rešitev v smislu ohranjanja maternega jezika podamo in jo imamo upleteno. Potem je pa tukaj še pouk materinščine, ki teče po šolah in je tudi tako organiziran, kot se je zdaj predlagalo, in kot je bilo slišati, da bi bilo zaželeno. Recimo pri nas smo gojili in še danes delamo na makedonščini. In to zelo intenzivno in združujemo otroke iz različnih šol v mestni občini Koper, ki prihajajo na našo šolo v makedonščino, seveda v prostem času, pouka prostem času, ampak vendarle je to organizirana dejavnost, ki je vodena, ki ima svojega učitelja in tako naprej. Bi pa še malo pokomentiral to, če smem, v zvezi z otroki in z tem to njihovo vlogo, o kateri je župan tudi povedoval, da naj bi jo ne imeli. Da ne smemo tega tako naložiti, to je rekel, tako sem razumel in to ima tudi prav. Je pa starš ujet v ta sistem nujnosti sodelovanja, ko otroka pripelje v šolo. In to je ena situacija, ki je neizbežna. Starš je čustveno motiviran v svojim otrokom in v teh integracijskih postopkih vidi svojo priložnost, da otroku tudi na nek način pomaga, da z njim sodeluje. Šola je obvezujoča otroka, osnovna šola je obvezna, pravi, da je tudi sankcioniran, če ne vstopa v šolo, če ne vstopa v sistem, če ne komunicira, če se odmika od šolskega sistema, če otroka ne pošilja v šolo in tako naprej. Otroci so čustveno, socialno, skupnostno motivirani, ker pri otroku ni laži, pa tudi ni teh razlik, ki jih potem skozi leta pridobivajo bolj ali manj skozi oči odrasle in skozi gojenje teh vrednot. Tako da od začetka oni nimajo težav v tej socializacijski zgodbi in vse to starš doživlja. Če je okolje vzpodbudno in če je šola tako organizirana, pa te institucije, v katere otrok zahaja, tako organizirane, da poskrbijo tudi za prisotnost starša kot deležnika v tem procesu, potem zadeve grejo v pravo smer. Če pa naleti na institucijo, ki je odbijajoča, ki starša takoj odbije, je tukaj narejena škoda za vrsto let, ne za eno leto, ne za eno srečanje, ampak za vrsto let, ker se potem ti starši umikajo iz sistemov, v katere njihovi otroci prihajajo in ni te sodelovalnosti. Pred kratkim sem imel tako možnost spoznanja take možnosti v lokalni skupnosti tukaj na Obali, kjer sem se starši imel priložnost pogovarjati. Pred kratkim, pred tednom dni in moram povedati, da sem bil skoraj da malo presenečen, da so ti procesi še vedno tako živi, da lahko neka situacija staršev odbije za toliko in toliko časa v škodo otroka. Ja, veliko se dela v tej zgodbi jezikov in vključevanja staršev in jaz bi rekel tako, države, ki imajo te probleme širše zastavljene, imajo tudi to rešitev že dano. Sem bil prisoten v Milanu, ki ima 1 milijon prebivalcev, tega je 100.000, 10% prebivalstva priseljencev in so se organizirali zelo dobro šolo za mame,
šolo za mame, ki smo jo v tem projektu prinesli tudi v Slovenijo in je zaživela v nekaterih skupinah, v nekaterih segmentih zelo, bi se jo veljalo poslužiti in jo širiti naprej. Stik starša s procesom je obvezen. Kako pa ta proces do starša deluje, je pa še za razvit morda v kakšni okolji. So pa dane možnosti. Ja, preden gremo na zadnji krog, seveda s pogledom naprej, pa preden zastavim gospe Avdila je tudi eno konkretno vprašanje še k magistru Zlatarju. Zdaj, kako vi vidite vlogo otrok kot nekih, jaz bi rekel, naravnih multiplikatorjev, kako to v Sloveniji skozi vašo prizmo znamo seveda na nek žlaht način izkoristiti? Ja, seveda, to je lahko zdaj bodi si pozitivno, bodi si pa tudi malo manj pozitivno. Se pravi, to seveda lahko po eni strani predstavlja zelo veliko breme za otroke, po drugi strani jih pa mogoče lahko tudi na nek način jim da neko vlogo, kot so tudi predhodniki že govorili, nekako pomaga pri njihovem vključevanju, njihovi integraciji. Ne vem, tu bi jaz mogoče izpostavil, ne vem, naše izkušnje, tudi mi imamo izkušnje z ne samo prostovoljskim delom, ampak nedolgo nazaj smo izvajali en projekt, mi smo ga imenovali mentorstvo, kjer so, v bistvu gre za podobno tutorstvo, kakorkoli že to imenujemo, kjer smo povezali slovenske vrstnike z priseljenci. Neko tako intenzivno mentorstvo skozi neke organizirane aktivnosti, ki so bile potem tudi financirane, se pravi, so se lahko skupaj udeležili različnih dogodkov. Seveda tudi, da so se lahko skupaj učili. Skratka, da so imeli možnost nekega skupnega preživljanja, nekega kvalitetnega časa. To se je, ta projekt se je izkazal kot izjemno pomembno na tej njihovi integraciji. Zdaj, seveda, če izhajamo iz tega, da nekako otroci so že po tej naravni poti, ker se lažje vključujejo, ker se morajo vključevati v šolo, tisti, ki pogosto za sabo potegnejo tudi starše, potem so seveda take aktivnosti, ki jih opolnomočijo, izjemnega pomena. Je pa seveda, mi smo delali z eno relativno malo skupino, malo številčno skupino otrok, pač videli smo, da treba zelo veliko resursov in neke podpore, tudi strokovne v to vlagati. Vidim, da je gospod Popovič še vedno z nami, še vedno na poti. Kam pa potujete, da toliko časa ste v avtu? Ker Slovenija ni tako velika. Ja, prav, potujem v tujino, ker tam imam en del za opraviti pravni. Ok, v redu. Pa stojim zdaj, da sem skoncentriran, tako da kar. Ne, to me zanima, ker ima pa eno zelo konkretno vprašanje in se mi zdi, da ste kar pravi človek za ta odgovor. Ne, pač, ker je gospod Balog rekel, pač osnovna šola je obvezna, ja, ne, ampak imamo pa seveda en del priseljencev, ki pa med čakanjem na dokumente za starše, v bistvu otrok ne dajo v šole, ker pač to na nek način ni, po domače rečeno, birokratsko urejeno in teh otrok, to pač nam sporoča Sabina Pajtler-Žagar, v bistvu nobena institucija ne zazna in se tukaj v bistvu izgublja en zelo pomemben čas, ko bi se pač otroci že lahko začeli učiti jezik. Zdaj, kakšne so možnosti, da v bistvu zaznamo otroke, ki so že tukaj, ampak še niso v bistvu vključeni v ta proces, za katerega pa vemo, da je seveda pomembno, da se res v bistvu zelo hitro začne. Jaz sem lahko povem, da naša izkušnja ni negativna na tem področju. Mislim, da naša zakonodaja dovoljuje vključevanje otroka v šolo istega trenutka, ko so kjerkoli starši registrirani, ali so v begunskem statusu, ali so se samo preselili. V našem primeru, ko imamo tudi ekonomske priseljence, dovolj je, da eden od staršev ima prebivališče začasno ali stalno in mu to že omogoča, dokler se uredi vsa druga administrativna vprašanja, on je že v šoli. Tako da tukaj praznega prostora, razen na željo staršev, naša država je v kar nekaj procentov primerov
prehodna država, tako da nekateri starši niti ne želijo začeti, ko itak čakajo, da bojo zapustili državo. Drugače tisti, kateri želijo otroka, lahko naslednji dan že upišejo na katero šolo. Seveda, da posebej našo. Navezal bi se sam na besede kolega Baloha, ko je povedal, šola je obvezna. Seveda, da otroci morajo in starši imeti to v glavi, da je to nekaj, kar je res obvezno, ampak mislim, da vloga otroka v svoji družini, v vplivu na svoje starše, je takšna, da če se otrok bo lepo počutil v šoli, če bo sprejet, če bo imel dobro izkušnjo, on ogromno vpliva tudi na svoje starše in da pridejo v šolo in da prenesejo vtise, da se na šoli dobro počutijo, da smo mi dobri učitelji, dobri domačini in potem se starši lažje odzivajo, pridejo, lažje vplivamo na njih in ta interakcija, da ne vsiljivo jih prepeljemo do našega šolskega sistema in do vključevanja v našo družbo, je zelo, zelo koristna. Mislim, če iskreno povem, da na naši šoli ne vsiljujemo nič, poudarjamo pa, da je zelo koristno, da je zelo pametno, da je zelo dobro za prihodnost, če se naučijo jezika, če se vključijo v slovensko kulturo, v slovenske navade in potem to gre zelo lahko. Dobro, mi smo res specifična šola, da je ogromno priseljenih otrok. Imeli smo 98 pred časom, zdaj se, da rečem, izboljšalo v procentih glede na slovenske družine, ampak še vedno je veliko lažje na naši šoli ustvariti ta občutek pripadnosti, no na drugih šolah, ampak sem prepričan in vem primere, da se priseljenci lepo počutijo v šoli, kar pomeni, da ti otroci odnesejo to dobro prakso v svojo družino in v te njihove centre, kjer se potem tudi starši dobro počutijo. Ja, tukaj je pač Sabina Pajtler-Žagar pač sam pojasnila, pač govorila v kranjskem primeru, ko so dejansko starši niso želeli vključiti otroka v sodelovanje v šoli pa zaradi neinformiranosti oziroma zato, ker se preprosto pač niso znašli v tem sistemu. Gremo k vam, gospa Avdila, je pač na konkretno vprašanje je bilo tudi recimo primer, da pred leti nekje niso našli nikogar, ki bi bil zmožen učiti albanski jezik. Zdaj, kako pač iz vaših osebnih izkušenj, kako je s tem, zdaj, kako težko je v bistvu tudi najti primerne ljudi, ki bi lahko pač poučevali albanščino na šolah, bodisi seveda za otroke albanskega rodu, bodisi za starše, da pač ohranjajo ta jezik. Ja, tukaj se moram strinjati, mogoče zaradi tega, ker pač ta prva generacija priseljencev z Kosova predvsem je bila tista generacija, ki je zares potrebovala nekoga, ki bi jim razložil pač celoten sistem življenja iz vseh sistemov v Republiki Sloveniji. Jaz iz osebnih izkušenj, torej jaz sem se preselila pred 14 leti v Republiki Sloveniji, tako da sem dala čez že celoten ta proces integracije, sem se šolala in tudi diplomirala v Republiki Sloveniji. Kar se tiče tega, da je težko najti nekoga, ki bi lahko predaval oziroma učil albanski jezik tako za otroke, za starše ali pa za tiste druge osebe, bodisi to šole oziroma katerekoli druge ustanove, ki bi želele z učenjem albanščine pripomogli k temu, da se tujci, Albanci čim bolj integrirajo. Po mojem mnenju trenutno ne bi smela biti več težava, kajti druga generacija priseljencev se je veliko boljše integrirala kot svoji starši oziroma pač prejšnji priseljenci iz Kosova. Kar se tiče zadeve, da bi otroci postali prevajalci, kulturni mediatorji za svoje starše in za druge, po mojem mnenju je to dokaj tako veliko breme in šok za otroka.
pač dovolj je samo na začetku procesa integracije ta akulturacijski stres, ki ga dobi otrok, družina in pač dejstvo je, da se otrok veliko hitreje nauči jezika, veliko hitreje se integrira, ampak to lahko povzroči potem konflikt znotraj družine same. Tako da, po mojem mnenju, jaz bi rekla ne dejstvu, da otroci postanejo kulturni mediatorji, ampak da kulturni mediatorji pomagajo na začetku poti tako otrokom kot staršem, da se vključijo v družbo in potem pač itak to je nek tak proces, ki se vrti in pač te vključi noter, hočeš ali nočeš. Še dve vprašanji, tukaj imamo zanimivo sugestijo Ane Jurkovič, pravi, kaj pa recimo učenje albanščine po spletu, online, je to recimo, vidite, da bi to bila ena možnost? Za otroke? Za otroke pa seveda tudi, za vse? Ja, za vse. Mislim, da jaz vsaj dve aplikaciji poznam, ki so pač za osnovni nivo znanja albanskega jezika so dokaj dobre in bi lahko pomagale k temu, da pač bi jim bilo lažje na začetku. Vsekakor tudi veleposlaništvo, ne vem, koliko ste seznanjeni s tem, sodeluje z osnovnimi in srednjimi šolami po celotni Sloveniji, s tem, ko jim donira knjige v albanskem jeziku za njihove knjižnice. In veliko delamo tudi s kulturnimi društvi albanski po različnih mestih v Sloveniji, k temu, da pač jih spodbujamo k integraciji v družbi. Ja, še eno vprašanje. Lojze Vizar, gre za enega zelo znamenitega založnika, koroškega Slovenca, ki svojo založbo v bistvu stori ogromno za promocijo slovanskih jezikov v Avstriji, pa seveda tudi obratno, ne. On ima že dolga leta eno idejo in pravi, to je pa zanimivo za nas medije, ne, da bi seveda recimo tudi poročila na recimo nacionalni televiziji, konkretno avstrijski, ampak pri nas velja enako, ne, da bi pač dali tudi možnost podnaslavljanja v jezikih priseljencev. A mislite, da bi recimo konkretno priseljenci iz Kosova v Sloveniji več spremljali pač tukajšnje medije, če bi imeli možnost, govorimo seveda o elektronskih, da bi imeli možnost recimo tudi podnapisov, ki si jih lahko prikličejo v albanščini? Po mojem, to je taka želja, ki bi se jo dalo urediti samo s tisto palico, čarobno palico. Vsekakor pa se strinjam, da bi to pač bil tak korak vnaprej k integraciji albanske skupnosti oziroma katerekoli skupnosti. Saj kot vemo, mediji so tisto prvo okno, kjer dobivamo informacije o družbi, kjer smo se preselili. Ideja bi bila odlična in sodelovanja tudi strani skupnosti, po mojem, bodi si to s prevajanjem, s katerim kolim drugim, pač možnosti sodelovanja bi bila ogromna. Ja, Lojze bo zelo vesel tega slišati, zdaj pa treba to samo realizirati. Zdaj vas pa prosim za zadnji krog, vaš pogled naprej, najprej z vami, dr. Žagar, da ne bodo imeli župani vedno samo zadnje besede, da imate prvo besedo v zadnjem krogu. Zdaj, kako vidite skozi vaše dolgoletne izkušnje tudi perspektivo? Nečesa nismo omenili, pa je recimo zelo značilno za vašo občino šport, kot nek izjemno dober motor integracije, če se spomnim, Memi Bečirovič pa Sani, sta v bistvu ena izmed najbolj znamenitih ljudi iz Slovenske Bistrice, ne? Ja, drži, ampak ona dva sta tudi primer dobre prakse integracije, ne, v to okolje, imata pa res že starejše korenine, ne, to pa tudi treba reči. Res pa je, da je šport lahko eno od teh primerov, ne, ker imamo pa mi recimo pri nas imamo kar borilne športe, razvite in tudi tam je kar nekaj dobrih športnikov, pa še kje druge bi se našli tudi pri vseh ostalih športih. Tako da šport je že en sigurno od teh primerov. No, ampak vseeno, v smislu tudi dobrih praks, ampak vseeno, zdaj
mi imamo na eni strani seveda priseljence, na drugi strani imamo seveda pač tiste, ki že tudi dlje časa živimo, ne. In jaz mislim, da je treba korake narediti na način, da grejo stvari v obeh smerih naprej, ne, kar se integracije tiče, ne. In vsi ti dobri primeri in tudi ta projekt SIMS-a, ki se zdaj izteka, se ne bi smel tu končati, ne, to sem že prej omenil, ne. Treba je te stvari postaviti v nek sistemski okvir, da se kontinuirano delujejo, ampak na teh projektih je treba pač po moje tudi narediti se da narediti po moje zelo kvalitetno analizo, detektirati, kje so tiste ovire, ne, jaz ne bi zdaj v tem želel kar tako soditi, ne, to prepuščam tudi stroki, ne, in na podlagi teh detektiranih pač ovir iskati rešitve in jih implementirati za naprej, ne. Seveda na eni strani akceptirane, torej smo temu avtohtonega prebivalstva, ne, na drugi strani pa seveda tudi iskati, pa tudi v nekem sistemskem smislu mogoče, ne, v nekih okvirih, kako animirati, bom rekel, ne, priseljence k lažji integraciji, ne. Jaz mislim, da sta pomembna tu pač oba faktorja in da je potrebno sodelovanje pravzaprav vseeno obeh skupin, ne. V končni fazi smo pa le tudi v Sloveniji, ne. In to je že treba vseeno tudi poudariti po moje, no. Ja, ampak jaz mislim, da če se tega tako lotimo, ne, in ker vidimo, da je ogromno ljudi, ki delajo na tem, ne, da je na tem mogoče zelo uspešno tudi to graditi naprej, ne. Je pa treba tudi mogoče prestopiti kako sistemsko oviro, ne pa tudi v glavah, no, vse lahko strinjam. Zagotovo. Najlepša hvala. Zdaj, gremo k vam, gospod Popovič, ker vidim, da ste na eni bili zelo taki se opravičujem, ne najdem slovenskega izraza, taki robati cesti, ampak zdaj ste pa odprli vrata. Kaj nam lahko date za domov, za konec? Kakšno misel? Jaz bi se strinjal z gospodom županom, da je to dvosmerna cesta, na kateri moramo in eni in drugi narediti veliko. Če povem podatek, da je na naši šoli trenutno učencev iz 27 držav sveta, si ne predstavljam takšnih informativnih oddaj, ki bi bilo 27 podnapisov. Tako da, če sami ne naredimo z dobro voljo, da se vključimo v družbo, noben nam ne more ponuditi toliko, koliko mi potrebujemo. Zato pa obe strani lahko naredijo več. In če bi na svetskem nivoju se morda svetovni voditelji potrudili, da v tistih državah, iz katerih prihajajo naši priseljenci in begunci, če bi naredili veliko več, da jim tega ni treba, bi tudi oni bili srečni, mi bi verjetno pa potem dobijali ljudi, kateri želijo priti in bi potem tudi veliko več vložili sami, da bi se vključili v družbo. Tako da energija mora biti obojestranska in naj bo to moje sporočilo vsem poslušalcem. Hvala. Ja, najlepša hvala, srečno pot. Mimogrede, s podnapisi se da čuda narediti. Mislim, lahko si vsak svojega zbere, tako da jaz ne bi te možnosti čisto zavrgel. Drugače pa najlepša hvala za sodelovanje in srečno še naprej. Gospod Zlatar, vaša zaključna misel. Ja, zdaj, če pogled naprej, jaz sigurno vidim integracijo na lokalnem nivoju, ne. Zdaj, to je pač mogoče nek tak sistemski predlog, ki ga pa pogosto ponavljam. Zdaj, lokalne skupnosti bi mogle imeti formalno tudi neko pristojnost za to področje integracije. In da stvari ne bi bile prepuščene naključju. Potem naslednja stvar je seveda tudi skupnost, ne. So različne skupnosti. In seveda v raznih teh skupnostnih programih, ki poteka, se je tudi treba nenehno spraševati, kaj še narediti, da bi to pritegnili neko širšo skupnost, ne samo tiste, ki imajo mogoče neko afiniteto ali pa nekako po srcu čutijo bližje, da so jim te teme medkulturnosti, te stvari bližje. Tu pa seveda jaz zelo hitro vidim tudi veliki pomen v nekem razvoju medkulturnih kompetenc, če je danes že bilo veliko govora, nazadnje tudi zjutraj. Tako da pač nekako ta medkulturnost ne bi smela biti razumljena zgolj kot ena izmed ideologij, ampak pač nekaj, kar je
izjemnega pomena za našo prihodnost. Ja, kar seveda tudi olajšuje življenje vsem, ne. Ja, doktorica Lunder, vaše sporočilo za domov, tukaj je bila ena pripomba, da so recimo v srednjih šolah normativi za svetovalne delavce zelo slabo urejeni, ampak dobro, to boste, čeprav razumem, uredili malo. Tudi na tem delujemo. Zdaj več o tem ne morem, ker je izven te tematike, ampak se lahko naslovijo tudi to področje. Samo da vam mi nekaj damo za domov oziroma za uslužbo. Poznam to situacijo. Jaz bi mogoče zaključila samo z neko mislijo in pravzaprav se oprijela tukaj predavanja, ki ga je imela dr. Sonja Rutler, in o zaznavanju kakovosti, kaj je bilo sporočilo otrok. Torej, kakovost je res kontinuiran proces in ne glede na to, da se je ta projekt sedaj že zaključil, nam je tudi hkrati pokazal, mi smo pripravili določene sistemske spremembe, ampak analiza o tem, kar je tudi gospod Žagar govoril, nam kaže o tem, da je potrebno narediti že nadgradnjo tega. Nadgradnjo tega torej na sistemski ravni, to, kar vemo že iz te evalvacije, hkrati pa je seveda potreben nadaljen razvoj, kot je to izpostavil že gospod Baloh. Pa mi dovolite vseeno, če sem že začela s citatom, bom pa še danes zaključila s citatom gospe Maje Angelou, ameriške aktivistke za državljanske pravice, v povezavi s kakovostjo, govorim, ki jo zaznavajo otroci. Ona je rekla, naučila sem se, da bodo ljudje pozabili, kar ste rekli. Ljudje bodo pozabili, kaj ste naredili, vendar nikoli ne bodo pozabili, kako so se zaradi vas počutili. In v tej smeri, predvsem negovanje oziroma nadgradnje tudi socialno-čustvenega področja na področju vzgoje in izobraževanja bo potrebno še nadgraditi. Jaz bi se pa v imenu Ministrstva za izobraževanje ponovno zahvalila vsem nosilcem tega projekta in se jim zahvalila za izreden doprinos k sistemskemu delu vzgoje in izobraževanja. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Najlepša hvala. Gospa Kovačec, vaše zaključne besede. Hvala. Veliko je že bilo povedano. Vesela sem, da sem bila in sem še vedno del tega projekta in mi je kar hudo, da se zaključuje, kajti veliko aktivnosti je že postalo del šolskega vsakdana. Še vedno imamo na naših šolah multiplikatorje, ki vse koordinirajo, povezujejo, sedaj pa se malo bojimo, kako bo z novim šolskim letom. Kajti brez načrtnega povezovanja bodo seveda tiste spletene vezi v našem okolju ostale, vendar ne vemo, kako dolgo pa kdaj se bodo pretrgale. Drugače moram pohvaliti, če gledam na splošno iz prakse, tudi drugače učiteljske kolektive, vsa usposabljanja tekom projekta so nam prinesla dodatna znanja in kompetence in nekako je postalo že samoumevno, kako reagirati, ko pride učenec priseljenec na šolo, kako pristopiti, kako pripraviti razred kot skupino. Večkrat je bilo že omenjeno, da je, pa če lahko doktorico Matejo Sedmak povzamem, ko je rekla, da je integracija dvosmeren proces in da so res izjemnega pomena sošolci, učitelji in šola. Ni pa to dovolj, da mora biti nekakšna sistemska rešitev in moramo še naprej nadaljevati s sistematičnim izobraževanjem medkulturnih kompetenc za vse delavce šole. Tako da upam, da se bo v tej smeri še naprej nadaljevalo, pa mislim, da vsak lahko na svojem področju, kjerkoli smo že, naredi marsikaj, če je le volja. Hvala. Najlepša hvala. Joj, koliko dela imamo še pred sabo na vseh možnih področjih življenja in dela moramo to sistemsko urediti. Ampak dobro, nekje je treba začeti. Gospod Baloh, prvi vtis pravijo je najbolj pomemben, drugi najbolj pomemben pa je zadnji vtis. Vaš zadnji vtis tega pogovora. Malo za šalo, malo pa tudi za res. Vse tako zgleda v tem našem delu. Okoli šole se svet vrti. To je recimo ena od teh misli. Jaz bi se tudi pridružil
pohvalam in zahvalam in res hvala gospe Stanki Lunder-Verlič in pa ministrstvu za projektno možnost. Oni so nam jo dali, 5 let je trajala in veliko smo iz nje počrpali. Če bi bilo takih projektov, ki se tako implementirajo in pomenijo potem tudi neko sistemsko stalnost za naprej, več, bi naš šolski sistem bil še boljši od tega, kar dejansko je, pa je med boljšimi na svetu in v Evropi. Hvala potem tudi vsem partnerjem, ki so dali vso to energijo v ta projekt in za to neizmerno delo, ki so ga postavili, in hvala obema vodjama, koordinatorici, strokovni in pa vodji tega projekta, Matej Štiren in pa Mojci Jelen Madruša. In apel, da naše poslanstvo in vaše poslanstvo ni še zaključeno. Hvala tudi novinarjem in medijskim hišam, ki so nam skozi stali ob strani s temi pozitivnimi vrednotami in ste nam pomagali, da se naš glas sliši tudi naprej. In zaključno, pa res zaključno, je pa to, vsem, ki danes sodelujemo na tej okrogli mizi, pa tudi vsem tistim, ki bodo ali poslušajo ta prispevek v nadaljnjem, ko se bo ta okrogla miza že iztekla, bi želel naslednje povedati. Povej in izrazi se, ko zaznaš nestrpnost, sovražni govor, ne biti tiho, povej svoje stališče. Zastopaj in širi te vrednote medkulturnosti, ki danes zagotovo v tej skupnosti na tej okrogli mizi so. In bodi eden tistih, ki veča, ki viša kritično maso v otrokove in v človekove na koncu koncev pravice usmerjene družbe. Več nas bo, bolj bomo takšni, kot si mi, ki smo danes tukaj zbrani, pa veliko drugih tudi želimo. In hvala, ker sem imel to možnost biti s vami. Najlepša hvala tudi vam. Zadnja beseda je pa vaša, Arbnor. Kaj nam boste dali za domov? Torej, kot nekdo, ki je dal skozi vse procese, tako begunstva kot tudi priseljenke kasneje, lahko povem, da vsak, ampak res vsak lahko prispeva k družbi s svojimi talenti, spretnosti in z močjo človeškega duha. Zato mislim, da za 21. stoletje nujno potrebujemo novo generacijo migracijskih politik in ob tem, kako zelo pomembne so te dobre prakse in dobre politike, vsekakor je zelo pomembno oziroma gre tudi za osvajanje srca in misli tudi države gostiteljice. Težava je v tem, da ko govorijo čustva, pač dejstva velikokrat ostanejo od zadaj. Zato je po mojem zelo pomembno, da in veliko močnejše lahko vplivamo na to, če pokažemo, kako priseljenec je dejansko del vaše skupnosti in ste zelo podobni. Bodisi to, da ste ljubitelji nogometa, da ste mati, da ste pekar, ali da ste študent ali pa učitelj. Nekdaj pa ste bili to, ali pa nekdaj ste bili to. Torej, bolje je poudarjati, da te skupne značilnosti kot pa razlike in pač srce za prizadevanje za integracije mora resnično razviti to drugačnost in pri tem je zelo, zelo pomemben tudi osebni stik s samim migrantom oziroma tujcem. Hvala. Ja, najlepša tudi hvala tudi vam. Zdaj, pod napisal še, bom pa zato rekel, hvala Minderi. Najlepša hvala. Ja, skratka, to je bila naša okrogla miza. Upam, da vam nismo vzeli preveč časa.